Število nerazrešenih skrivnosti, ki še čakajo na razlago, je osupljivo. Kot je človeku v naravi, bomo zavedno iskali odgovore na te nepojasnjene dogodke. Ne glede na to, ali gre za opažanja neidentificiranih bitij, zločine, ki nikoli niso bili razrešeni, ali izginotja, ki nikoli niso bila pojasnjena, naše zanimanje za te skrivnosti nikoli ne bo izginilo. Številka 10. Amazonski pagozd je eno najbolj skrivnostnih krajev na našem planetu. Znanstveniki, arheologi in raziskovalci že desetletja obiskujejo ta gozd. In čeprav je bilo že veliko izjemnih odkritij, je kar 80% Amazonije še vedno neraziskanih. Zato ne preseneča, da so bila v tem gozdu skozi leta odkrita nekatera nepojasnjena najdeb, med katerimi je tudi 450 nenavadnih geoglifov, ki so jih odkrili v zadnji četrtini stoletja. Geoglifi so velike risbe ozorcev ali figur, kot so živali ali ljudje, ki so ustvarjene na tleh z uporabo kamnov, gramoza ali z dejanskim izkopavanjem v zemljo. Te vzorce so našli po vsem svetu, mnogi med njimi pa niso bili nikoli pojasnjeni. Geoglifov, ki so jih odkrili, verjetno nikoli ne bi našli, če ne bi odstranili dreves in drugega rastja na tem območju, kar je razkrilo veliko površine tal, na katerih so tudi te nenavadne podobe. Zdaj so predlagali, da so ljudje, ki so pred tisočletji živeli v gozdu, zelo dobro upravljali z zemljo, preden so se razkropili in je narava prevzela oblast. Pravzaprav so nekateri predlagali, da so bili pri upravljanju zemlje spretnejši, kot smo mi v sodobnem času. Geoglifi so bili odkriti na območju 5000 kvadratnih milj, zato je zelo verjetno, da so jih ustvarila različna plemena iz različnih razlogov. Večina jih je izkopanih v zemljo in merijo približno 12 jardov v širino ter 13 čevljev v globino. Večina jih je bila ustvarjena v obliki krogov, ovalov ali kvadratov, medtem ko so drugi bolj osnovni. Prvič so jih odkrili, ko so lokalni živinorejci začeli čistiti zemljišča, da bi njihova živina lahko pasla. In bili so zmedeni, kaj bi te oblike lahko pomenile, prav tako kot so danes znanstveniki. Medtem ko so jih nekaj našli ljudje s tal, so jih veliko več odkrili s pomočjo satelitskih posnetkov. Ta zračni pogled je raziskovalcem omogočil veliko boljši vpogled v oblike, vendar nihče ni uspel ugotoviti, kakšen je bil namen geoglifov v času, ko so bili ustvarjeni. Poleg tega ostaja skrivnost, kako so starodavni ljudje uspeli ustvariti tako velike oblike s takšno natančnostjo. Predlagano je bilo, da oblike niso bile ustvarjene v bližini vasi, saj v njihovi bližini skoraj niso našli človeških artefaktov. Predlagano je bilo, da prikazujejo območja, kjer so se v preteklosti odvijala javna zbiranja, ali pa da so bila to mesta verskih dejavnosti, kot so rituali. Vendar to ostaja le ugibanje, saj na teh mestih niso našli ničesar, kar bi potrdilo to teorijo. Še en dejavnik, ki strokovnjake bega, je dejstvo, da so ti starodavni ljudje nekako vedeli, kako odstraniti drevesa in rastlinje, da bi ustvarili geoglife, ne da bi pri tem negativno vplivali na okolje v okolici. Uporabljali so tehnike, ki so zagotavljale ohranitev zdravja gozda, za razliko od krčenja gozdov, ki se danes dogaja v Amazoniji. Upoštevajte dejstvo, da so odkrili 450 teh geoglifov in da gozd ni bil na noben način poškodovan. In postane jasno, da so te starodavne plemena ugotovila, kako ustvariti te oblike, ne da bi povzročila trajno škodo svojemu okolju. Številka 9. Najti fosil, star milijone let, mora biti neverjeten občutek za vsakega arheologa. A si predstavljate, da odkrijete fosil, ki je tako skrivnosten, da ga noben strokovnjak ne zna prepoznati oziroma ugotoviti, kateremu živalskemu bitju je pripadal? To se je zgodilo ljubitenskemu arheologu Ronu Finnu leta 2011. In njegovo odkritje še vedno zmede tudi največje strokovnjake na tem področju. Ron je član skupine imenovane Dry Dredgers, društva s sedežem na univerzi v Cincinnatiju. Sestavljajo jo le ljubitenski arheologi. Njegova najdba pa je najbolj izjemen, kar jih je skupina doslej odkrila. Prav tako so večji del 7 desetletij pomagali poklicnim paleontologom pri njihovih odkritjih in pomembno prispevali k področju arheologije. Vendar pa ostaja neznano, kako pomembno bo odkritje fosila Godzille, saj strokovnjaki še vedno niso enotni glede tega, kaj pravzaprav je. Območje v Cincinnatiju, kjer so ga našli, je bilo pred 450 milijoni let prekrito z vodo plitkega morja. Verjame se, da je to bitje takrat živelo v tem morju, vendar ostaja skrivnostno, saj je to edini primerek, ki so ga kdaj našli.
To se zdi skoraj preveč neverjetno, da bi verjeli glede na velikost bitja, zaradi česar so ga poimenovali Godzillas, po filmski pošasti Godzilla. Organizem je meril približno 2 metra v dolžino in je imel več eliptičnih režnjem podobnih struktur na svojem telesu. Ko je Ron naletel na fosil, je takoj vedel, da ni podoben ničemur, kar bi kdo že kdaj videl. Po videzu ga je primerjal s kaktusom saguaro, kar je smiselno, saj ima ta kaktus sploščene veje, ki so podobne režnjem najdenim na fosilu. Takoj je tudi vedel, da ni podoben večini fosilov, ki so jih našli na tem območju. In postal je zelo navdušen ob misli, da je morda našel nekaj, česar še nihče ni videl. Za razliko od drugih gladkih fosilov, ki so jih izkopali, ima fosil Godzille površinsko teksturo. Ko so odkrili več fosila, je postalo jasno, da ni podoben ničemur, kar so našli na tem območju v zadnjih 200 letih, kolikor časa tam paleontologi že izkopavajo. Potrjeno je bilo, da je Godzillus resnično biološkega izvora. Vendar tudi najbolj izkušeni strokovnjaki niso mogli ugotoviti, ali gre za rastlino, žival ali vrsto alg, ki so uspevale na tem območju pred milijoni let. Ko so ga odstranili iz zemlje, je Ron začel skrbno sestavljati stotine delov skupaj, dokler niso otvorili celote. Upajo, da bo to razkrilo več o organizmu, vendar tudi potem, ko je bilo to storjeno, on in njegovi kolegi strokovnjaki niso bili nič bližje temu, da bi ga identificirali. Ron verzame, da je stal po konci in da je imel okončine, ki jih imenuje veje, ki so segale v več smeri. Predlagal je, da bi to lahko bila zgodnja vrsta haluge ali druge morske alge, ki je takrat rasla v morju, in da je ta poseben primerek nekako zrasel veliko večji od ostalih. Drugi raziskovalci so opazili, da je imelo na površini nekaj podobnega luskam, vendar so prepričani, da ni bila riba, saj očitno ne vsebuje kosti. To je nekatere raziskovalce pripeljalo do prepričanja, da bi lahko šlo za vrsto spužve. Vendar, ker nimamo pojma, ali je bila to rastlina ali žival, bo treba opraviti dodatne raziskave in upamo, da bomo našli več odgovorov. Številka 8. Primer izginotja Jacquesa Vergesa je skrivnost, ki nikoli ni bila razrešena. In dejavnosti tega kontroverznega odvetnika v času njegovega izginotja ostajajo neznane. Veliko ljudi sumi, da ni počel nič dobrega, saj nima najboljšega slovesa. Ker pa Verges o času svojega izginotja nikoli ni govoril, oblasti niso nič bolj pametne. Verges je bil francoski odvetnik, ki so ga kasneje izključili kot komunista in militantnega protikolonialnega aktivista. V zgodnjem obdobju svojega življenja je služil kot borec francoskega odpora med drugo svetovno vojno. Vendar je njegov ugled hitro padel, ko je začel delati kot odvetnik za obrambo. Postal je znan kot hudičev odvetnik, saj je očitno imel nagnjenje k zagovarjanju vojnih zločincev, komunistov in nasplošno ljudi, za katere je preostali del družbe menil, da bi morali preostanek življenja preživeti v zaporu. Sprejel je strategijo, znano kot obramba z razkolom, pri kateri je uničil primer proti svoji stranki, tako da je spodkopal avtoriteto sodišča. Večina ljudi je verjela, da je zaradi Vergesa veliko nevarnih zločincev ostalo na prostosti in uničilo življenja še mnogim drugim, ter da bi moral ostati pogrešan, potem ko je izginil. Pravijo, da so bili primeri, v katerih je sodeloval v Alžiriji, njegovi najbolj izstopajoči in najuspešnejši. V tistem času je branil člane Alžirske narodno-osvobodilne fronte med alžirsko vojno za neodvisnost in postal del ekipe odvetnikov, ki je branila kar 6000 obtožencev. Tukaj je prvič uporabil strategijo obrambe z razkolom in nekateri so bili navdušeni nad njegovo iznajdljivostjo. Večina ga je imela za pokvarjenega in nepoštenega, nanj pa je bilo naslovljenih tudi veliko groženj s smrtjo. V 60. letih je začel podpirati novo vlado Alžirije in se postavil na stran levičarskih revolucionarjev. Njegova žena, Jamila Bouhired, je bila slavna alžirska nacionalistka in militantka, ki je postala narodna junakinja zaradi svojih grozljivih dejanj v Alžiru leta 1957. Veliko ljudi meni, da je Verges postal nezadovoljen z življenjem v njeni senci in je začel braniti palestinske militante. Pogosto so ga slišali, kako poveličuje militantne napade, ki so bili izvedeni, in hitro je postal nepriljubljen pri milijonih ljudi. Leta 1970 je svoji ženi in prijateljem povedal, da mora odpotovati v Španijo na, kot je rekel, rutinsko potovanje. In to je bilo zadnjič, ko so ga videli, za celih 8 let. In večino tega časa so domnevali, da so ga posledice njegovega slovesa končno dohitele in da ni več živ.
Toda 1978 se je nenadoma ponovno pojavil in nadaljeval svoje življenje, kot da se ni nič zgodilo, ne da bi ponudil kakršnokoli razlago, kje je bil v tem času. Njegova žena in otroci so bili prepričani, da so ga bodisi aretirali ali pa so ga njegovi nasprotniki odstranili. Ko so ga vprašali o njegovi odsotnosti, je preprosto izjavil, da je diskreten človek in dodal: "Stopil sem skozi ogledalo, kjer sem opravljal vajeništvo." Nihče ne ve, kaj je mislil s to izjavo. Njegove nadaljne izjave pa so stvari le še bolj zapletle. Ob neki priložnosti je enemu izmed medijev povedal, da ima rad kače, ker so po naravi skrivnostne, tako kot je bil on sam. Dodal je, da je v kačah našel sorodnost, saj imajo rade temo in živijo kot samotarska bitja. Virgin je 15. avgusta 2015 doživel usoden srčni napad in s seboj odnesel skrivnost svojega izginotja. Zato verjetno nikoli ne bomo izvedeli, kje je bil ali kaj je počel v 8 letih, ko so ga imeli za mrtvega. Številka 7. Vsi poznamo slavno filozofsko vprašanje. Če drevo pade v gozdu in ni nikogar v bližini, ali se sliši? To je zanimiv miselni eksperiment, na katerega nikoli ne bomo dobili dokončnega odgovora. Podobno kot skrivnost povezana s podrtimi drevesi, ki se je zgodila v Washingtonu leta 2018. Dogodek se je zgodil v bližini jezera Quinault, ki se nahaja na Olimpijskem polotoku v zvezni državi Washington, natančneje v dolini Quinault v Narodnem parku Olympic. Območje je običajno dostopno dnevnim pohodnikom, vendar je severna stran jezera večinoma zasebna lastnina z zasebnimi hišami. Območje je znano tudi po 3 ogromnih iglavcih, ki so bili razglašeni za največje primerke svoje vrste, kar so jih kdaj odkrili. Nekatera od teh dreves so stara več kot 1000 let in segajo v nebo kot nebotičniki. Drevesa na tem območju so znana po svoji moči in odpornosti, kar še dodatno zaplete skrivnost dogajanja 27. januarja 2018. V jutranjih urah tistega dne je neka sila uspela izruvati kar 110 teh dreves, a zato ni bilo najdene nobene razlage. Prvi predlog je bil, da je močan veter moral pihati skozi območje in da drevesa temu preprosto niso mogla kljubovati. Vendar so bile kontaktirane bližnje vremenske postaje in potrjeno je bilo, da v tistem času na tem območju niso zabeležili takšnih vetrov. Tudi radarski sistemi niso pokazali nobenih znakov takšnih vetrov. Najbolj pomemben dogodek, ki je bil zabeležen, pa je bilo srečanje visokega in nizkega zračnega pritiska. Nekateri strokovnjaki teoretizirajo, da so bila drevesa podrta zaradi pojava znanega kot mikroizbruh. Ko pride do mikroizbruha, nastane navzdol usmerjen veter, ki se spusti na tla spodaj, vendar je malo verjetno, da bi imel dovolj moči, da bi povzročil podiranje dreves, glede na njihovo starost in kako globoko so bila ukoreninjena. Če bi drevesa res podrli vetrovi, bi morali ti doseči hitrost do 130 km/h, da bi povzročili ugotovljeno uničenje. Vendar takšne hitrosti tistega jutra niso bile zabeležene. Strokovnjake je presenetilo, da so podrta drevesa ob padcu tako močno udarila ob tla, da so tresljaje zaznali kot manjši potres na Richterjevi lestvici. Ko so našli podrta drevesa, so bili njihovi debla razcepljeni. Zaradi njihove višine in teže pa je nastala tudi določena škoda. Električni vodi so bili podrti, cesta North Shore Road pa je postala popolnoma neprehodna, saj so jo blokirala ogromna drevesa. Nekateri ljudje so to skrivnost primerjali z drugo, znamenito Tungusko eksplozijo, ki so jo kasneje razrešili, ko so ugotovili, da je povzročil ogromen zračni izbruh meteorita. Toda med tistim dogodkom so hitro ugotovili, da je bila za vse skupaj odgovorna neka vrsta eksplozije, za razliko od podrtih dreves v Narodnem parku Olympic, za katere do zdaj še niso našli razumne razlage. Znano je, da so drevesa padla natanko ob 1:26 zjutraj tistega dne, saj je bil prav takrat zaznan seizmični sunek. A to strokovnjakov ni nič približalo rešitvi skrivnosti. So pa obljubili, da bodo še naprej raziskovali, v upanju, da bodo nekega dne ugotovili vzrok. Številka 6, kamnita glava iz Gvatemale, je artefakt, ki je bil dokumentiran v 50 letih prejšnjega stoletja. In od takrat strokovnjaki poskušajo ugotoviti, kdo jo je ustvaril, kako je prišla na območje, kjer so jo odkrili in koga naj bi upodabljala. Dolgo časa je bilo območje, kjer so glavo našli, neznano. Saj je bilo znano le, da se nahaja nekje v gvatemalski džungli.
To je trajalo vse do leta 1987, ko je lastnik zemljišča, kjer so glavo odkrili, poskušal izvedeti več o njej. Poslal je fotografijo nenavadnega artefakta skupaj z njegovim opisom doktorju Oskarju Rafaelu Lari, ki ni bil ne pravnik, ampak tudi notar in doktor filozofije. Lastnik je navedel, da je bila fotografija posneta v 50 letih prejšnjega stoletja. Novica o odkritju je nato prišla do raziskovalca Davida Hatcherya Childressa, medtem ko je bral izvod glasila z imenom Ancient Skies. Odločil se je, da želi najdbo raziskati sam, zato je stopil v stik z doktorjem Laro. Lara je povedal, da mu je uspelo izslediti lastnika zemljišča in ga imenoval kot člana družine Bijaner. Dodali je, da je bila kamnita glava približno 6 milj oddaljena od vasi La Democracia in Childress je takoj začel načrtovati potovanje na to območje. A njegovo veselje ni trajalo dolgo, saj je kmalu prejel novico od doktorja Lare, da je Lara, ko je končno prispel na kraj, da bi si ogledal kamen, izvedel, da je bilo celotno najdišče uničeno. Ne samo tu, revolucionarji so glavo uničili že pred več kot desetletjem, saj so se odločili, da jo uporabijo za tarčo pri streljanju. Usta, oči in nos kipa so bili uničeni, vendar je Lara vseeno lahko opravil nekaj meritev. Sporočil je Childressu, da je stal 16 čevljev visoko in da je imela glava tudi vrat. Kmalu po njegovi odpravi so v regiji izbruhnili spopadi in Lara se ni mogel vrniti. Zato skrivnosti kamnite glave do danes ostajajo neodgovorjene. Več dejavnikov v zvezi s kipom je strokovnjake begalo in verjetno nikoli ne bodo našli odgovorov, ki jih iščejo. Najprej so imeli ljudje, ki so ustvarili kamen, očitno izjemno znanje o takšnih stvaritvah. Čeprav nimamo pojma, kdo so bili, saj ni nobenih zgodovinskih zapisov, ki bi jih lahko pomagali prepoznati. Drugič, obrazne poteze kipa niso smiselne, saj so fotografije poslane doktorju Lari pokazale, da ima kavkaške poteze, kar ne bi smelo biti mogoče, saj v času, ko je bila glava izklesana, noben kavkaški raziskovalec še ni prišel na to območje. Poleg tega, nihče od ljudi, ki so takrat živeli na tem območju, ni imel takšnih obraznih potez, zaradi česar nekateri verjamejo, da so bile ob izdelavi prisotne še druge sile. Zgodovinarji so zavrnili idejo o kakršnem koli vplivu nezemljanov, kot so tu predlagale nekatere manj ugledne publikacije in televizijske oddaje. In še naprej iščejo verodostojne odgovore, vendar v desetletjih, ki so od takrat minila, ni bilo nobenega napredka. Številka 5. Množična izginotja so strašljiva, a hkrati fascinantna tema. Številna takšna izginotja so se skozi zgodovino zgodila po vsem svetu, vendar se je le en tak dogodek kdaj zgodil na Švedskem. Primer se nanaša na 3 moške, Gay Carlsona, Jen Dalshow in Kjell Johansona, ki so se vsi poznali, saj so vsi delali v ladjedelnici v Göteborgu. Vendar pa so 29. julija 1965 storili nekaj, kar nikoli ni bilo pojasnjeno. In to ostaja ena najbolj skrivnostnih ugank na Švedskem. Ko so tistega popoldneva končali svojo izmeno, so se ti moški odločili, da vzamejo avto daljšinega brata, Volvo, in videli so jih, kako so vstopili v vozilo, preden so se odpeljali. Tukaj postane primer precej zapleten, saj naj bi bil povezan z drugim primerom istega dne, čeprav za to nikoli niso našli nobenih dokazov. Tistega popoldneva se je 18-letni moški po imenu Humnir Lundvest odpravljal v Ljusakil preko Göteborga, vendar ni imel svojega avtomobila. Namesto tega se je odločil, da bo štopal in v nekem trenutku je njegova družina prejela razglednico od njega, na kateri je pisalo: "Vse je v redu, ne skrbite." 3 moški v Volvu se niso vrnili domov in se niso pojavili na nobeni od svojih naslednjih izmen. Njihovi prijatelji in družina so jih prijavili kot pogrešane ločeno. Zato ostaja neznano, ali so bili skupaj, ko so izginili, čeprav se to zdi zelo verjetno in oblasti verjamejo, da je temu tako. Kar zadeva Lundvesta, ga nikoli več niso videli. In ker so ga kot pogrešanega prijavili šele kasneje, ni znano, ali sta primera povezana. Predlagano je bilo, da so 3 delavci ladjedelnice vozili Volvo, ko so naleteli na Lundvesta in se odločili, da mu ponudijo prevoz. Nihče od 3 ni imel vozniškega dovoljenja, zato je mogoče, da so imeli nesrečo in morda končali v jezeru ali drugem vodnem telesu. Menijo, da so imeli tisti dan iz več razlogov namen, da se vrnejo domov. Vsi 3 moški so pustili vse svoje osebne stvari za seboj, vključno z denarjem in osebnimi izkaznicami.
Eden izmed treh je svojo ženo pravkar dobil otroka in po besedah njegove družine jih nikoli ne bi prostovoljno zapustil. Druga teorija, ki je bila predstavljena, je, da so izginotja na nek način povezana s kaznivim dejanjem, ki je bilo storjeno v mestu istega dne. Dva moška sta poskušala oropati banko, ko so jih zaposleni v banki napadli in začeli vanjo metati kamne, medtem ko sta bežala. Roparja sta na koncu slekla zunanja oblačila in razkrila, da sta pod njimi nosila potapljaško opremo. Brez dvoma pa sta načrtovala pobeg pod vodo. Toda eden od moških se je ranil, ko mu je orožje po nesreči sprožilo, zato ni mogel pobegniti. On in njegov pajdaš sta bila na koncu aretirana, prav tako tudi tretji moški. In čeprav veliko ljudi verjame, da je to povezano z množičnim izginotjem, nikoli niso našli nobenih dokazov, ki bi povezovali oba dogodka. V letih, ki so minila od takrat, so prejeli poročila, da so Mundvi sta videli celo v Singapurju, vendar nobeno od teh opažanj ni bilo nikoli potrjeno in še vedno je pogrešan, skupaj s 3 prijatelji iz ladjedelnice. Nenavadno je, da so nekaj dni potem, ko so razglasili Carlsonovo izginotje, v njegovem stanovanju našli moškega, ki je nosil enega od njegovih puloverjev. In izjavil je, da je Carlson živ in zdrav, ter da ga je mogoče najti v četrti z gostilnami. Toda ta sled ni obrodila sadov in neznanca nikoli niso identificirali, zato primeri ostajajo nerešeni. Številka 4. Izginotje. 21-letne Hyun Song, ki so jo prijatelji in družina poznali kot Cindy, še naprej frustrira oblasti, saj jim ni uspelo ugotoviti, kaj se je zgodilo leta 2001. Takrat je bila Cindy študentka na univerzi Penn State. Bila je študentka zadnjega letnika in je študirala integrativne umetnosti, ko je nenadoma izginila in je nikoli več niso videli ali slišali zanjo. Delala je 2 službi in se pripravljala na svojo diplomo spomladi naslednjega leta. A nikoli ne bi imela priložnosti uresničiti teh načrtov zaradi nerazložljivega dogodka, ki se je zgodil neke noči. 31. oktobra tistega leta se je odločila, da gre ven s svojimi prijatelji praznovati noč čarovnic. Bila je oblečena v kostum zajčka, ki je bil sestavljen iz črnega krila, bele majice in zajčjih ušes, ki jih je nosila na glavi. Po vseh podatkih se je skupina dobro zabavala in tik pred 4. uro zjutraj so se odločili, da zaključijo večer. Ona in prijatelji sta se odpeljala do njene stanovanjske stavbe, kjer jo je nekaj minut pred 4. uro zjutraj odložil. Prijatelj je počakal, da je vstopila v stavbo, preden se je odpeljal, kaj se je zgodilo potem, pa ostaja neznano. Ko je bila Cindy prijavljena kot pogrešana, so preiskovalci odšli v njeno stanovanje, da bi raziskali primer, in vsi so bili presenečeni nad tem, kar so tam našli. Očitno je prišla v stanovanje, saj je bil njen nahrbtnik puščen pri vhodnih vratih. Svoj mobilni telefon je pustila na običajnem mestu in celo odstranila umetne trepalnice, ki jih je nosila na zabavi. Zato verjamejo, da se je začela pripravljati na spanje, ko se je zgodilo nekaj, kar je povzročilo njeno izginotje. Ko se je iskanje nadaljevalo, je postalo očitno, da so njena torbica, osebna izkaznica, kreditne kartice in kostum zajčka, ki ga je nosila, vsi izginili. Stanovanje je bilo najdeno v dobrem stanju in niso odkrili nobenih znakov vloma. Njene sosede so zaslišali, vendar so povedali, da tistega jutra niso slišali nobenih nenavadnih zvokov in niso videli nikogar sumljivega v stavbi. Nihče ni nikoli namignil, da bi se odločila izginiti po lastni volji, saj je bila zelo zanesljiva oseba in nikoli ne bi zapustila fakultete, ne da bi o tem obvestila svojo družino. V vseh svojih predmetih ji je šlo dobro, zato ni bilo nobenega razloga, da bi izginila. Objavljenih je bilo več pozivov, naj se javi vsak, ki ima kakršnekoli informacije o njenem primeru, vendar se ni oglasil noben priča. Nato je nekdo obvestil policijo, da je videl žensko, ki je ustrezala njenemu opisu, tako so jo v kitajski četrti v Filadelfiji prisilno spravili v avto. Ta sled ni nikamor vodila in nikoli ni bilo potrjeno, ali je bila ugrabljena ženska res Cindy. Leta 2003 je moški po imenu Paul Weekly poročal, da sta Cindy ugrabila Hugo Selinski, takrat znan kriminalec v Pensilvaniji, in Michael Kurkowski. Hišo Zelinskega v okrožju Luzerne so preiskali in preiskovalci so našli dokaze o grozljivih zločinih, ki so bili tam storjeni, vendar niso našli ničesar, kar bi jih povezovalo s primerom Cindy. Ali je pri njenem izginotju šlo za kaznivo dejanje, ostaja neznano in usoda Cindy je še vedno skrivnost.
Številka njenega primera je MP3088 in vsakogar, ki ima dodatne informacije o njenem izginotju, prosijo, da pokliče policijo občine na 814 230 7172. Pri tem navedite številko primera agencije 3701 3711. Številka 3. Leta 2008 je 23-letna Christine Walters študirala botaniko in etnobotaniko na Univerzi v Wisconsinu. Znano je bilo, da je ostajala v formi z jogo in pilatesom. Celo začela je voditi nekaj teh vadb, da bi zaslužila dodaten denar. Medtem ko je bila med spomladanskimi počitnicami odsotna s fakultete, se je odločila podaljšati svoj dopust, da bi lahko odpotovala v Portland v Oregonu. Znano je, da je zapustila Deerfield v Wisconsinu in prispela v Eureka v Kaliforniji, saj je tam preživela nekaj časa s svojimi prijatelji. Po besedah teh prijateljev se je med bivanjem tam začela zanimati za duhovnost, alternativne načine življenja in zdravje okolja. Obljubila je svoji družini, da bo ostala v stiku medtem ko bo tam, in nekaj časa je svojo obljubo tudi držala. A s časoma so jo slišali vse redkeje. Ko je poklicala domov, je bilo to pogosto zato, da je prosila za denar, saj ni delala in je ves čas zmanjkovalo sredstev. Prebivalec mesta Arkada je 12. novembra tistega leta poklical policijo in prijavil, da se je Kristina pojavila na njihovem pragu. Ko so odprli vrata, so bili šokirani, ko so jo našli golo, prekrita s praskami in zmedeno. Policija jo je pobrala iz hiše in jo odpeljala v bolnišnico Svetega Jožefa, kjer je osebje opazilo, da se zdi, kot da se nečesa boji. Ko so jo vprašali, kaj jo je tako prestrašilo, je povedala, da jo nekdo preganja, vendar ni mogla povedati, kdo ali kaj jo je prepričalo v to. Tudi dogodkov, ki so vodili do tega, da so jo našli v hiši, se ni mogla jasno spomniti, vendar je ves čas ponavljala, da jo bodo njeni zasledovalci našli, ne glede na to, kam gre. Ko je bolnišnično osebje ocenilo, da je Kristina dovolj zdrava za odpust, so jo odpeljali v motel. Povedala je, da bo v motelu načrtovala let domov. In potem, ko je stopila v stik s svojo družino, so ji na bančni račun nakazali $1000 za letalsko karto in druge stroške. Znano je, da je obiskala kopirni center v Eureki, saj je mama tja poslala nekaj dokumentov, ki jih je potrebovala za let. Na posnetkih varnostnih kamer so jo opazili in zdela se je nervozna, saj je papirje tesno držala v prsih, preden je zapustila trgovino. Denar, ki je bil nakazan na njen račun, ni bil nikoli uporabljen in ko se jim do 17. novembra ni oglasila, so kontaktirali policijo in prijavili njeno izginotje. Med iskanjem so njen nahrbtnik našli v centru Green Evolution v Arcadi. V notranjosti so preiskovalci našli osebno izkaznico in denar, za katere je trdila, da ju je izgubila, in verjamejo, da je nahrbtnik tam pustila, preden so jo odpeljali v bolnišnico, saj je to storila vedno, kadar je nameravala iti na pohod v skupnostni gozd v Arkadi. Preiskava je razkrila, da je Kristina sodelovala v nezakonitem obredu, preden je postala zmedena. Verjamejo, da je zaužila prepovedano snov skupaj s nadzorovano snovjo in nato začela halucinirati. Znano je, da te snovi povzročajo zmedenost, paranojo in manijo, še posebej pri ljudeh, ki imajo težave z duševnim zdravjem. Kristina nikoli ni bila najdena in njena družina obupano išče odgovore. Vsak, ki ima kakršnekoli informacije, ki bi lahko pripeljale do njenega izsleditve, naj se obrne na šerifov urad okrožja Humboldta. 707-445-7251. Številka primera Kristin v sistemu NEMS je MP5477. Številka 2. Običajno, ko nekdo poroča, da je videl čudne luči na nebu in verjame, da je vir nezemensko plovilo, ga ljudje sprejmejo z določeno mero skepticizma. Toda ker je o incidentu, ki se je zgodil v Papui Novi Gvineji, poročal anglikanski duhovnik, veliko ljudi verjame, da je njegovo poročilo pristno. Leta 1959 je avstralski duhovnik William Gill napisal pismo enemu od svojih prijateljev, župniku Davidu Duriju, in v njem opisal nekaj skoraj preveč neverjetnega, da bi verjeli. Pismo je začel z besedami, da je vse bolj prepričan, da Zemljo obiskujejo nezemeljska bitja, zahvaljujoč številnim verodostojnim poročilom, ki so bila v zadnjem času podana na tem območju. Dodaja je, da je bila večina teh poročil podanih po opažanjih v kraju Bojanaj in da je več teh plovil lebdečih nad goro Puti. Pojasnil je, da je tudi sam 9. aprila tistega leta videl nekaj teh luči in da so se te pojavile na več različnih območjih skozi noč.
Gil ni bil sprva skeptičen glede teh poročil, vendar potem, ko je sam videl te luči, ni več dvomil, da se na nebu nad Papuo Novo Gvinejo dogaja nekaj nenavadnega. Dodal pa je, da še vedno potrebuje znanstvene dokaze, preden bi lahko te luči pripisal nezemeljski dejavnosti. Namignil je, da so jih morda povzročile neke vrste električne anomalije, ali pa so bile za to nekako odgovorne atomske eksplozije v Nagasakiju in Hirošimi, ki so se zgodile skoraj 15 let prej. Priznal pa je, da je njegov pomočnik med opazovanjem čudnih luči videl plovilo v obliki krožnika. Vendar je namignil, da mu je varal, saj je verjetno takšno podobo že videl v knjigi ali reviji. Poleg tega je menil, da če bi bila plovila resnična, bi jih verjetno upravljali nadaljavo, saj ni mogel verjeti, da bi lahko vsebovala karkoli v velikosti človeka. Gilovo stališče glede tega je bilo jasno, vendar si je naslednji dan premislil. V drugem pismu Duriju je zapisal, da je prejšnjo noč skupino ljudi opazoval te krožnike približno 4 ure in da zdaj nima več nobenega dvoma, da jih upravljajo nečloveški piloti. Poročal je naslednje. Ob 18:45 tistega večera so na nebu opazili močno svetlobo, prav tako kot številni drugi ljudje, ki so se vsi zbrali, da bi videli, kaj se bo zgodilo. Krožniku podobno plovilo s 4 pristajalnimi nogami se je nato približalo in začelo lebdeti nad skupino. V notranjosti so videli 4 nenavadna bitja, ki so se gibala naokoli. Vsake 4 sekunde jih je z ladje osvetlila modra svetloba. Naslednjih 45 minut pa je ostala na mestu. Sčasoma se je začela premikati in z neverjetno hitrostjo izginila navzgor v nočno nebo. Ko je skupina mislila, da je dogodek končan, se je nenadoma spustila skupina manjših plovil. 20 minut kasneje pa se je vrnila prva ladja. Vsa ta plovila so ostala na tem območju naslednji 2 leti in pol. Izginila pa so šele, ko so se začeli zbirati oblaki. Vsa ta plovila so se naslednjo noč ponovno vrnila, tokrat s piloti v notranjosti. Gil je lahko videl 2 bitji, ki sta nastavljali instrumente na zadnjem delu krožnika, medtem ko je tretje zgolj opazovalo množico, ki se je zbrala. Gil se je naveličal zgolj opazovati, zato se je odločil pomahati postavi, ki mu je na njegovo presenečenje pomahala nazaj. Ko je še en član skupine pomahal z obema rokama proti plovilu, so bitja posnemala njegove gibe. Plovilo se je nato premaknilo nekoliko stran in kmalu so ga oblaki ponovno zakrili pred pogledi. Naslednjo noč se je pojavilo 8 plovil in v nekem trenutku je Gil slišal zvok močne eksplozije, vendar vir nikoli ni bil ugotovljen. Ti dogodki nikoli niso bili pojasnjeni, vendar je veliko ljudi, ki so bili tam tiste noči, potrdilo Gilove pripovedi. Incident v Papui Novi Gvineji je skrivnost, ki morda nikoli ne bo razrešena. Številka 1. Ni dvoma, da je bila Maud Crawford izjemna ženska. Odraščala je v 20 letih prejšnjega stoletja, v času, ko ženske niso imele enakih pravic kot danes, in večina se je poročila, nato pa so skrbele za dom in potrebe svojih mož. Maud je šla proti toku. Srednjo šolo je končala kot najboljša v razredu in kasneje dosegla najvišji rezultat na pravniškem izpitu, čeprav prava nikoli ni študirala. Leta 1927 je postala prva ženska odvetnica v Camdenu v Teksasu in kasneje tudi prva ženska članica mestnega sveta. Bila je predsednica več organizacij in leta 1954 izbrana za žensko leta v mestu. 3 leta kasneje je postala predmet skrivnostne uganke, ki do danes ni bila razrešena. Kljub najboljšim prizadevanjem vseh, ki so jo poznali, da bi ugotovili, kaj se je zgodilo. Znano je, da sta takrat ona in njen mož Clyde v svoji veliki hiši oddajala nekaj sob 4 najemnicam in da 2. marca 1957 nobena od teh najemnic ni bila doma. Maud je bila sama doma, kar se je redko zgodilo, saj so vse 4 najemnice za konec tedna odšle domov. Njena sestrična Marta je kasneje povedala, da sta se z Maud tisto noč pogovarjali po telefonu okoli 8:30. Dodala je, da bi morala svoj možen tisto noč obiskati Maud, vendar sta obisk odpovedala, saj sta se odločila, da bosta ostala pri prijatelju, k Maud pa bosta prišla šele naslednji dan. Čeprav je bila Maud nekoliko razočarana, ker Marta tisto noč ne bo prišla, zaradi spremembe načrtov ni bila prav nič jezna in po Martinih besedah je bila ob koncu njunega pogovora dobre volje. Ko je Clyde po noči pitja in ogledu filma prišel domov, je ugotovil, da Maud ni tam.
Vse njene stvari so bile še vedno v hiši in ni bilo nobenih znakov, da bi se zgodilo kaj nenavadnega, vendar je preprosto ni mogel najti. Potem, ko so jo prijavili kot pogrešano, je policija izjavila, da ne verjamejo, da je odšla prostovoljno. Saj je pozneje tisti teden organizirala sestanek ekipe za približno 30 žensk in ni imela nobenega razloga, da bi želela izginiti. Nekaj časa je bil Clyde osumljenec, saj nista bila tako povezana kot običajen par. Ker pa je bila Maud glavna hranilka v hiši, so ugotovili, da ni imel motiva, da bi ji škodoval in so ga oprostili suma. Na to so sumili, da je za to odgovoren nekdo, povezan z organizirano kriminalno združbo. Vendar za to teorijo nikoli niso našli nobenih dokazov. Na koncu so odločili, da je izginotje Maud res posledica kaznivega dejanja, vendar nikoli niso identificirali storilca in njen primer ni bil nikoli rešen. Vsak, ki ima nove informacije o njenem primeru, naj se obrne na policijsko upravo v Camdenu na številko 870 836 5755. Številka primera Maud v bazi NamUs je MP50978. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb všeč mi je. Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi videi. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.